Dober dan, lepo pozdravljeni na pogovoru o knjigi, ki ste jo napisali kolegici Maša Filipovič Hrast in pa Tatjana Rakar. Knjiga z naslovom Socialna politika danes in jutri se ukvarja, pravzaprav prinaša temeljni, konceptualni, tipološki in zgodovinski aparat na področju sociologije socialne države. Že če pogledamo njeno kazalo, vidimo, da prvo poglavje prinaša pregled temeljnih konceptov iz teorij, ki so spremljale razvoj socialnih držav, potem prinaša tipologijo in pregled trendov. Nadaljnja poglavja se ukvarjajo s posameznimi področji socialne države, tam, kjer se socialna država regulira in posega na neka druga področja družbenega življenja oziroma človeških življenj, se pravi povezave med socialno državo in trgom dela, pomen socialne države za usklajevanje dela in družine, pomen socialne države na področju skrbi za starejše ljudi. Zadnje poglavje pa prinaša pregled stališč ljudi do socialne države oziroma države blaginje in pa pogled v prihodnost, kaj nas čaka, kateri so izzivi, kam se stvari lahko zapeljajo. Na današnji razpravi poleg avtoric Mašo Filipovič Hrast in Tatjane Rakar sodelujeta tudi upokojena profesorica Zinka Kolarič, ki je eno generacijo prej orala ledino na tem področju, in pa profesorica Vesna Leskošek, ki se s tem področjem ukvarja in deluje na Fakulteti za socialno delo. Organizator tega pogovora je Slovensko sociološko društvo, tehnično podporo nam nudi Rubarjeva hiša literature. Tam smo v starih časih, če se jih še spomnite, tudi fizično gostovali, danes smo pa pač na Zoomu. Vse udeležence bi prosil, da imate izklopljene mikrofone, da ne bo zvok prebijal. Vprašanje in komentarje lahko zastavljate preko četa, lahko se pa seveda tudi oglasite, zaželeno v tem primeru tudi z vklopljeno kamero, in postavite pač neka vprašanja ali komentarje. Tisti, ki spremljate dogodek preko Facebooka, bo pa administrator tega pogovora vaše vprašanja, ki jih boste pisno zapisali v chat okno, prepisal v chat na Zoomu, in jih bom potem jaz videl in jih v primernem trenutku prebral in jih zastavil našim gostjem. Scenarij tega pogovora je približno tak, jaz sem pripravil nekaj izhodišča, ni nujno, da vsaka od gostij odgovori, se loti odgovora na vsako vprašanje, o tem se bodo odločale sproti. Upam in računam, da bo debata zanimiva, računam, da vas bomo nagovorili, vas kot publiko, da se boste tudi oglašali. Naj povem še to, da je knjiga prosto dostopna. V chat na Zoomu vam bom dal link, kjer se jo da sneti, in to se mi zdi samo po sebi pohvalno, da se s tovrstnimi knjigami ne komplicira z njihovo plačljivostjo, ampak so prosto dostopne, tako da so študijsko gradivo za študente, za sociologe, za vse tiste, ki se s tem področjem ukvarjajo, in na ta način ideja in vsebina se mi zdi ima lahko večji domet, kot pa če bi vztrajali zgolj pri neki plačljivi tiskani obliki. Za začetek bi morda prosil kolegico Zinko Kolarič, ki je tudi ena od dveh recenzentk te knjige, če lahko na kratko predstavite vsebino te knjige za vse tiste, ki knjige še niso brali, in če lahko to knjigo tudi umestite v linijo ostalih del, ki smo jih doslej imeli v slovenskem jeziku in se ukvarjajo s tem področjem. Skratka, kakšen je pomen te knjige, kaj ta knjiga prinaša, v kakšnem smislu je ta knjiga nek mejnik, neko temeljno delo za naprej in rekapitulacija tega, kar je bilo narejeno doslej. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem, ki vas vidim, pa tudi ostalim, ki vas ne vidim. Zelo lepo bi bilo, če bi si lahko segli v roke. Upamo, da bo to
kmalu spet mogoče, čeprav se mi zdi, da je ta mali virus med drugim povzročil tudi kar krepak premik dosedanjih pozno modernih v smer digitaliziranih družb, kar seveda pomeni, da takšne normalnosti, kot smo je bili vajeni do sedaj, verjetno ne bo več nazaj. To je seveda velik izziv za sociologijo. Jaz se opravičujem za to modrovanje na začetku, ampak dejansko je nastalo iz te stiske, ki jo dejansko čutim sedaj, ko govorim v ekran in vem, da nekako ne morem začutiti tiste energije, ki zmeraj nastane v živi oziroma direktni komunikaciji med ljudmi. Kot rečeno, je moja naloga oziroma je moj namen, da na kratko predstavim vsebino znanstvene monografije Socialna politika danes in jutri in posebej opozorim na njen pomen. Naj povem najprej, da smo s to monografijo dobili delo, v katerem je predstavljen celovit teoretski okvir, ki se je izoblikoval predvsem v evropski akademski sferi in ki ga v našem prostoru pri analizi socialno-političnih fenomenov v takšni celovitosti do sedaj nismo imeli. Vsebino knjige je po mojem mogoče razdeliti nekako v tri dele. Mogoče je to malo nasilno, ampak vseeno se mi zdi, da nekako ti deli obstajajo. V prvem delu monografije so, tako kot so nastajali in se med seboj dopolnjevali v času, predstavljeni vsi temeljni pojmi in koncepti, ki jih potrebujemo pri sociološki analizi socialno-političnih usmeritev in praks. Predstavljeni so tako, da nam omogočajo razumevanje širšega družbenega konteksta oziroma pogojev, v kateri se oblikujejo in izvajajo socialno-politične odločitve in prakse. Naj med vsemi temi pojmi in koncepti izpostavim dva. Koncept režimov držav blaginje nam omogoča razumeti, da je vloga države pri zagotavljanju socialne varnosti in blaginje za ljudi v posameznih družbah različna, vendar nas istočasno usmeri k analizi ali vse razmisleku o pogojih ekonomskih, političnih, ideoloških, kulturnih in številnih drugih, v katerih se je takšna ali drugačna vloga države v posamezni družbi izoblikovala. Prav tako nam koncept že omenjeni sistema blaginje oziroma v knjigi predstavljena tipologija sistemov blaginje omogoča razumeti, da so se razmerja med vsemi akterji, ki zagotavljajo socialno varnost in blaginjo za ljudi. To ni samo država, to je tudi družina, to je trg in tu so civilno-družbene organizacije tudi, da so se razmerja med njimi vzpostavila in se spreminjajo glede na to, kateri družbeni razred skozi daljše časovno obdobje obvladuje vzvode oblasti in kakšen je odnos med cerkvijo in državo v posamezni družbi. Zdaj v tem prvem delu je predstavljena tudi osnovna struktura slovenskega sistema blaginje, kot se je izoblikoval v specifičnih ekonomskih, predvsem pa politično-ideoloških pogojih v bivšem družbeno-političnem sistemu in se zdaj seveda v spremenjenih pogojih ta struktura že 30 let postopoma spreminja. Zdaj, če nekoliko poenostavim, potem lahko rečem, da so se mogoče tega prvega dela monografije najbolj razveselili študenti, ki poslušajo o vseh teh pojmih in konceptih na predavanjih, zdaj pa jih imajo vse tukaj predstavljene in pojasnjene na enem mestu. S tem hočem seveda povedati to, da predstavlja ta monografija
zelo pomembno študijsko gradivo, ki jih dostikrat pri obravnavi posameznih področij na fakultetah primanjkuje. Vendar pa ni samo to doprinos te monografije. V drugem delu monografije so predstavljeni paradigmatski premiki, kot je bilo že rečeno, do katerih prihaja v današnjih družbah, tako na ravni usmeritev, ciljev socialnih politik, kot tudi na ravni strategij, programov, ukrepov za njihovo doseganje. Ti premiki gredo od zagotavljanja osnovne socialne varnosti k socialnemu vključevanju, od pasivne k aktivni politiki zaposlovanja, od zagotavljanja zgolj družinskih prejemkov k usklajevanju delovnega in družinskega življenja in od varnega k aktivnemu staranju. Osnovo za pojasnjevanje teh premikov predstavljata poleg keynesijanske in neoliberalne paradigme, tudi paradigmi socialne aktivacije in socialnega investiranja. Ampak tisto, kar je v mojem razumevanju tukaj problem pri teh teoretskih osnovah za pojasnjevanje teh premikov, je to, da so si te paradigme med seboj zelo podobne, oziroma se le za odtenek, bi rekla, med seboj razlikujejo v zahtevi, da izdatki za socialno varnost in blaginjo ljudi ne smejo predstavljati samo stroška, ne smejo biti samo strošek, ampak morajo prispevati k ekonomski rasti in, rečemo, globalni kompetitivnosti v posameznih družbah. Zdaj, ta del monografije predstavlja gotovo zanimivo branje za raziskovalke in raziskovalce na posameznih socialno-političnih področjih, nenazadnje tudi zaradi tega, ker so se v teku raziskovanja teh premikov izoblikovali tudi številni novi pojmi in koncepti in številni od teh konceptov so v tej monografiji prvič tudi smiselno poslovenjeni. In vse to skupaj gotovo tudi predstavlja pomemben doprinos te monografije. Še čisto na kratko, v tretjem, zadnjem delu monografije so najprej predstavljeni pristopi k proučevanju stališč do države blaginje. Potem pa so predstavljeni rezultati slovenskega dela velike mednarodne raziskave, proučevanja stališč, pričakovanj, želja ljudi povezanih z reformami oziroma z nadaljnjim razvojem države blaginje. Jaz bi ta del monografije toplo priporočila v branje političnim odločevalcem, kajti rezultati teh tovrstnih raziskav lahko prispevajo k legitimizaciji potekajočih reform, lahko jih problematizirajo, nosijo pa po mojem mnenju tudi v sebi potencial za to, da se te reforme oziroma ta razvoj oblikuje bolj v skladu z potrebami in željami ljudi. Na ta način seveda ta raziskovanja prispevajo k, rečemo temu, demokratizaciji procesov odločanja, v katerih se oblikujejo socialno-politične odločitve. Da nastane, samo še to, da povem, da nastane takšno znanstveno delo, morajo biti izpolnjeni po moje določeni pogoji. In prvi pogoj je gotovo poznavanje ogromnega spektra svetovne literature na to temo. In ta pogoj je v tem delu, v tej monografiji izpolnjen. Pomembni so pa tudi po mojem mnenju rezultati lastnega raziskovalnega dela, pa ne nazadnje tudi izkušnje pridobljene v pedagoškem procesu.
In vse to sta kolegici izpolnjevali, ko sta pisali to knjigo, in to tudi izpolnjujeta, seveda tudi danes. Samo če zaključim, želim poudariti, da po mojem mnenju predstavlja ta znanstvena monografija enega izmed pomembnih temeljnih kamnov za nadaljnji razvoj znanstvene discipline, ki jo smemo imenovati sociologija socialne politike. Čestitke še enkrat za to delo obema avtoricama, vsem vam pa hvala za pozornost. Hvala lepa. Hvala, kolegica Zinka Kolarič, za to izvrstno predstavitev. In seveda čestitke tudi z moje strani kolegicama, soavtoricama za tako bogato, eruditsko in teoretsko pregledno knjigo, ki ima seveda tudi neke napotke strokovni in širši javnosti, kam velja glede prihodnosti razmišljati. Zdaj bi pa postavil eno vprašanje, ki je morda nekoliko tudi kritično, in sicer v knjigi sem pogrešal morda večji poudarek ob vseh ostalih stvareh, ki seveda štimajo, na razredni in politični dimenziji, v razlagi, kako je nastajala država blaginja, kako se je transformirala. Namreč ta razvoj je, mi zdi, večinoma prikazan, kot da bi šlo za nek naravni vznik države blaginje, razvoj zaradi nekih, recimo, spontanih sil in reakcij na procese modernizacije in globalizacije. Ponekod sicer je omenjen pomen konkretnih političnih konstelacij, ko je prišlo do nekih pomembnih odločitev glede transformacije države blaginje, ampak pritisk delavskega gibanja in spremembe v razmerju moči med kapitalom in delom, ki so povezane z nihanjem moči delavskega gibanja, to pa ni izpostavljeno. Ena redkih izjem je mesto, kjer predstavljata in povzemata znamenito Esben Andersenovo tipologijo. Jaz se sprašujem to, a ni ravno strah pred delavskim gibanjem in njegovo radikalizacijo motiviral tega, da so bili ustanovljeni prvi moderni socialni programi v poznem 19. stoletju in da so jih potem tudi razširili v času Prve svetovne vojne, Druge svetovne vojne in pa po njej, po Drugi svetovni vojni. Takrat je delavsko gibanje na nek način nastopilo v svetovnem sistemu kot organizirana geopolitična sila, ki je imela za sabo seveda tudi rdečo armado, jedrske konice, če hočete, zmožnost za izvoz revolucije v različne države tretjega sveta. Celo v zahodni Evropi ni dosti manjkalo, pa bi na volitvah takoj po vojni v nekaterih državah zmagali komunisti. Na drugi strani pa, ko je ta realsocialistični poskus, ta projekt zašel v težave, ko je začel slabiti kot neka organizirana geopolitična alternativa, se pa zdi, da je ravno to bilo tisto, kar je omogočilo reforme, ki so šle v nasprotno smer, v širitev pristojnosti, avtonomije in uveljavljanja interesov kapitala. In se je takrat v tistem trenutku začela potem transformacija režimov blaginje v smeri, ki gre bolj v smeri liberalnega minimuma. Kako bi mogoče komentirali ali odgovorili na ta moj komentar? Mogoče, če lahko kar jaz, prva avtorica, stopim v tole. Najlepša hvala za vprašanje in absolutno sprejmem kritiko, ki je nekako vidim kot argumentirano, da mogoče res je poudarek malo manjši na teh vidikih, ker tudi nismo šli toliko v zgodovinsko. Seveda se absolutno strinjam, da je zgodovinsko ta položaj delavskega razreda in ta odnos delavskega razreda proti nekako kapitalu bil eden temeljnih, ki je v bistvu ustvarjal ali pa tlakoval pot razvoju tega, kar danes poznamo kot nekako državo blaginje.
kot si omenil, že konec 19. stoletja, kjer nekako večina avtorjev pravi, je tisti začetek tega, kar danes poznamo, je ta razvoj teh socialnih zavarovanj, ki so temelj nekako socialne države ali pa države blaginje v večini ali pa v velikem delu evropskih držav, nastal v bistvu avtoritarni imperialni Nemčiji, in uvedene pravice so bile vezane izključno na zaposlitveni status in na položaj v bistvu industrijskega delavca. Se pravi, to niso bile državljanske pravice, ampak res je šlo za delavske pravice, katerih namen je bil nekako vzpostaviti nek socialni mir, v teh spreminjajočih se razmerah, kjer so se masovno zaposlovali industrijski delavci, in iz tega se je potem razvilo to, kar danes v bistvu poznamo kot temelj teh socialnih zavarovanj vezanih na trg dela. In ta razredna tveganja, tudi kot se omenja Esping Andersena, so bila zagotovo ključna pri oblikovanju države blaginje in so bile temelj, v bistvu ene izmed prvih socialnih zavarovanj je bil v bistvu povezan s temi vidiki. Mogoče eden od razlogov, da nekoliko kontekstualiziram to monografijo, kot je Zinka že omenila, da gre deloma tudi za nek pregledno delo namenjeno študentom na fakulteti za družbene vede v večji meri, upamo tudi seveda drugje, ampak za te smo bolj lahko sigurni, da bojo morali en del te literature tudi naštudirati, je, da seveda pri nas imamo posebej tudi trg dela, industrijske odnose, ki se bolj poglobljeno s temi temami ukvarjajo. In zaradi tega, da ne prihaja do prevelikega prekrivanja vseh teh tematik, je to nekoliko manj mogoče v ospredju v tej pričujoči monografiji. Se pa absolutno strinjam seveda, da je ta tenzija med delavskim razredom in kapitalom nekako je temelj in je neka stalna kontinuiteta v obravnavi države blaginje, pri čemer seveda ne smemo pozabiti, da država blaginje ne samo, da zmanjšuje na nek način družbene neenakosti s svojimi sistemi, redistribucijo in tako naprej, ampak da deloma tudi reproducira te družbene neenakosti, da na nek način tudi določeni sistemi so oblikovani tako, da ohranjajo recimo razredne neenakosti. Tudi poznamo, ti sistemi socialnih zavarovanj na nek način niso popolnoma redistributivni, ampak ohranjajo določene razredne razlike in da je v svojem delovanju, kot je že Zinka mogoče uvodoma deloma omenila, tudi podrejena država blaginje pogosto nekim ekonomskim ciljem. Se pravi, ta preplet v bistvu nekih socialnih ciljev in pa ekonomskih ciljev je stalna tenzija v bistvu pričujoče države blaginje in nekako en od razlogov za legitimnost sploh tega razvoja celotne države blaginje je bilo tudi to, da zagotavlja neke pogoje za stabilno ekonomsko rast. Se pravi, da zagotavlja neko varnost, zagotavlja pogoje, da se sploh ta kapitalizem razvija naprej in prosperira. Do kolikšne mere pa na kakšen način tukaj se pa potem že začenjajo kresati mnenja. Tako da mogoče, če sam na kratko glede razmer v teh ideoloških razlikah, recimo kaj se je dogajalo v socializmu, lahko ne poznam podrobno tega vzhodnega bloka, ampak kolikor pač vem, je ta zgodovinsko bil nekako drugačen pristop že v svojem temelju tega dela držav, da je do socialne varnosti, ki so druge države skozi te sisteme socialnih zavarovanj pristopal kot temeljno skozi zagotavljanje polne zaposlitve. In to je bil en temeljni princip zagotavljanja socialne varnosti, ki ga je potem seveda podkrepil še z ali različnimi socialnimi zavarovanji ali pa z nekim naborom univerzalnih storitev, ki so bile tudi zelo prisotne. In tukaj seveda je prišlo do velikega preloma, ker je ta temelj, na katerem so te družbe temeljile, popolnoma podrt in
in pogosto v tem vzhodnem bloku potem nekako po principu te bolj šok terapije prišlo do bolj liberalizacije, privatizacije na tem področju. Pa da ne bom predolga, mogoče prepuščam še drugim kolegicam, da kaj komentirajo. Ja, no, jaz mislim, hvala za ta odgovor. Morda samo besedica o socializmu. Projekt realnih socializmov je bil ta, da so skušali poseči v tisto jedro generiranja družbenih neenakosti, ki pač učinkuje v kapitalizmu, tako da so podržavili kapital. Podržavili ali podružbili so produkcijska sredstva in iz naslova razlik v lastništvu kapitala in ostalih oblik premoženja naj potem ne bi več nastajale neke zelo velike družbene neenakosti. Seveda, ostali vidiki družbene neenakosti, ostali mehanizmi so bili pa mogoče bolj sekundarno obravnavani. Vsaj pri nas, kolikor vem, je bila stvar taka, da seveda je sistem socialne varnosti zelo močno temeljil na tem, da je bilo najprej treba se aktivirati, najprej se je bilo treba vključiti na trg dela, se zaposliti, in seveda tisti, ki so iz takih ali drugačnih razlogov izpadli iz sistema rednih zaposlitev, lahko so bili to recimo tudi kmetje in na kmetijah pomagajoči družinski člani, ti so bili potem obravnavani precej slabše. Kakorkoli, dejstvo je, da so razredne razlike obstajale in se reproducirale tudi v socialističnih režimih. Bile so plačne razlike, bile so razlike v družbeni moči, če ne drugače med partijsko birokracijo in ostalimi. Ampak dobro, to je neka vzporedna zgodovina. Jaz bi pa zdaj mogoče postavil vprašanje o razvoju slovenskega sistema države blaginje po restauraciji kapitalizma, se pravi nekje tam po letu 89 ali pa 91, kakorkoli določimo to datacijo. Knjiga na straneh 47 do 51 prinaša en oris razvoja države blaginje v času samostojne Slovenije. In tu me zanima, in to vprašanje postavljam vsem vam ali pa katerikoli, ki se bo pač oglasila, ki se bo odločila, da odgovori. Zanima me tole, ali lahko posamezne tendence na področju blaginje oziroma države blaginje v času samostojne Slovenije ali pa posamezne recimo prelome, pomembne reforme in tako naprej, povežete z določenimi političnimi opcijami in morda celo te politične opcije preko tega identificiramo, jih nekako razmejimo, opredelimo, kam katera programsko spada. Recimo, če naštejem nekaj teh tendenc, ki so določile spreminjanje države blaginje v zadnjih 30 letih. Premik politike zaposlovanja in socialne varnosti v aktivacijsko paradigmo. Potem na eni strani vzpostavitev socialnega partnerstva kot mehanizma regulacije kolektivnih delovnih razmerij in tudi plačne politike v 90 letih in pa kasneje njegova marginalizacija, približno 15 let nazaj. Potem krčenje v zadnjih letih pa tudi širjenje socialne zaščite. Omenil bi privatizacijo produkcije zdravstvenih storitev, ki je neka stalna tendenca, ki se v valovih potem tudi mogoče pospešuje. Na drugi strani imamo še vedno prevladujočo javno produkcijo izobraževalnih storitev. Ta stvar recimo ni samoumevna in je tudi rezultat nekih določenih družbenih in političnih teženj in bojev. Privatizacija družbenega stanovanjskega fonda v 90-ih, pa potem poskusi regulacije stanovanjskega trga, tako da se krepi javne stanovanjske sklade, kolikor pač imajo kapacitet, ali pa prek nekih občinskih prostorskih politik. Skratka, vse to, kar se nam je na področju socialnih politik dogajalo v zadnjih 30 letih, lahko nekako razmejimo in povežemo s posameznimi političnimi opcijami ali pravzaprav tovrstno organiziranje naše politične in socialne zgodovine niti ni mogoče, ker so bile razne opcije udeležene v vseh teh procesih.
Se bom jaz, Vesna, boš ti ugriznila v bom jaz tole? začela, pa bom utirila pot še ostalim kolegicam. Tatjana, si ti hotela mogoče? Ne? V redu, okej. Zdaj, jaz mislim, da je to, Gorazd, prezahtevno vprašanje. Mislim, da je to zelo zahtevno, če ne celo prezahtevno vprašanje. Zares je težko in zelo kompleksno, ne. Namreč to, kar mogoče, če se navežem še malo na prejšnje vprašanje, ne, je tako, da je ta povezava med nekimi procesi v družbi in socialno politiko, ne, ni direktna, ne. Ampak se vedno pretvarja preko nekih, kako bi temu rekla, ideoloških predpostavk o tem, kako naj bi živeli in kako naj bi bilo družbeno življenje, ne. Kdo naj bi bil komu nadrejen ali podrejen, koliko naj bi bili enaki, koliko si kdo zasluži in tako naprej, ne. Tako da se vsi, po moje, tele boji, ne, recimo, če pri nas pogledaš te velike štrajke, ne, ki so se dogajali v 80-ih, pa so se potem spremenili v, nekateri ljudje so potem politične stranke ustanavljali pa tako naprej, ne, so imeli neke določene zahteve, ki so se potem preko politike transformirale v socialne politike, ne. Ampak ne direktno, ne. Ampak preko filtrov, političnih filtrov. Zdaj ne vem, če nisem preveč, če malo preveč ne kompliciram, ne. Namreč to se mi zdi, da se ideje, tudi isto je recimo bilo pri delavskih bojih 19. stoletja, ne, da so zares delavci nekaj zahtevali, ne, ampak preden se je to udejanjilo in preden je prišlo potem do posameznih ukrepov, so bili vmes neki filtri, preko katerih so se filtrirale zahteve, ne, in preobražale te zahteve, ne, v neke družbeno sprejemljive forme. Tako si jaz razlagam tudi to, kar pravi Maša, ne, da se na nek način reproducira sistem, ne, za vsako novo zahtevo, ki zahteva transformacijo, so potem izidi takšni, da se lahko sistem reproducira, ne, recimo ohranja kapitalizem, čeprav delavci so zelo jasni pri svojih zahtevah, ne. In tako se mi zdi, da se je tudi potem po tej transformaciji, politični transformaciji v Sloveniji dogajalo, ne. Namreč 80. leta, če vzamem 80., so bila zelo nabita s civilno-družbenimi gibanji in z nekim širjenjem polja svobode, ne. Večina teh gibanj je zahtevala neko širjenje polja svobode, ne, ki je prineslo pač potem pripeljalo tudi do te preobrazbe politične, ne, ampak to, kar smo pa potem začeli izkušati po teh spremembah, je bilo pa to, da so je za marsikoga ožilo to polje svobode, ne, recimo izguba dela, ne, blazno velika izguba dela takoj po tranziciji, ne, propad velike industrije, ljudje so ostajali brez vsega, socialna politika takrat ni v zadostni meri odgovarjala na vse te probleme, ne, so obdržali, recimo, če pogledam sam sistem socialnih denarnih pomoči, je bil zelo dolgo časa isti, nizek in tako naprej, ne. Pri tem so se pa pri tej nekem velikem dizastru za zelo velike skupine ljudi, ne, zelo veliko ljudi je bilo tule v zelo hudi stiski takoj po tranziciji, ne, so se pa zadaj dogajali nekateri procesi, ki so bili nevidni. In to je bila recimo familiarizacija, ne, politike familiarizacije, ne, vedno večji pritiski na ženske, da zapustijo trg dela, da postanejo matere in tako naprej, ne. Tako da že takrat so se pol, čeprav se vrtci niso propadali še in tako, ampak so se že kazale neke tendence familiarizacije, ne, se pravi podružinjenja politike, prevzemanja vedno večjega kosa te politike in tako naprej. Ampak to se je nadaljevalo potem tudi, ko je prevzel LDS ministrstvo, ne.
je bilo zelo podobno, so se te procesi sam nadaljevali, ne, in če pogledam recimo politike familiarizacije, recimo vedno večja tendenca natalitetnih politik, ne, ki je nastajala tudi v času, ko so recimo ministrstvo vodili socialni demokrati, ne. Tako da se tle, mislim, da se, če tako zdaj zaključim, no, se mi zdi, da se ne more iz politik točno videti, katera opcija je bila na oblasti, ne. To, kar pa za gotovostjo lahko rečemo, je, da nobena politična opcija ni radikalno popravljala krčenja socialne države prejšnjih opcij. Ne. Ampak se je na nek način ta trend krčenja od tam 90-ih let, mislim, da do leta 98-99 niti ni bilo kakih turbulentnih razlik, ne. Začele so se po letu 2000, ne, z bolj radikalnim napadom na socialne pravice, ne, in se potem nadaljevale vse do danes, ampak tako, da vsaka politična opcija jih je nekoliko poslabšala in nekoliko zaostrila pogoje za dostop do socialnih pravic. Ne vem, če je to odgovor. Če lahko še jaz na kratko sam dodam, mogoče se strinjam z Vesno, izjemno kompleksno vprašanje in nekako se strinjam tudi z njeno oceno, ki jo je podala v smislu, da kar opažamo, ko gledamo, kaj se je dogajalo, socialna politika je tako kompleksna, toliko veliko je enih področij pokriva, toliko enih politik, v bistvu, ki se navezujejo na njo, ampak kar smo lahko opazili nekaj kontinuirane pa manjše spremembe. Mislim, da to je bilo nekako karakteristično za reformo socialnih politik na splošno, če tako poskušamo tako na grobo pogledati. In ta počasen trend, se pravi, ne nekih zelo velikih sprememb, bila je neka prednost, v bistvu se mi zdi, slovenske socialne politike, v smislu, da ni prišlo do res velikih obratov, velikih krčenj, res nekih ekstremnih, ampak te počasni premiki so pa zelo, tako kot je Vesna, jaz se strinjam z njeno oceno, šli v neko smeri krčenja pogosto. Deloma je treba razumeti ta širši kontekst, dogajali se pritiski Evropske unije, denarnega sklada, OECD in podobno, ki so zelo pogosto priporočali, pazite na javne finance, odhodki, kako so strukturirani in tako naprej. In te reforme so torej šle pogosto, ne glede na to, katera opcija je bila v bistvu na oblasti, v smeri tega balansiranja javnih financ, njihove vzdržnosti, na katero so pa seveda zunanji pritiski precej negativno delovali, od ekonomskih kriz, ki so se dogajale takoj po tranziciji, do kasnejših ekonomskih kriz, vemo 2008 oziroma 2012, do v bistvu celega tega demografskega pritiska, ki se nam je nekako nabiral od zadaj, vemo, da Slovenija ima eno hitrejše starajočih prebivalcev in to za socialno politiko ali pa državo blaginje, so izjemno veliki pritiski, in tukaj potem prihaja do tega počasnega premika v to smer, na kratko. Ja, Tatjana? Nisem me hotel odmutati. Če mogoče sam se dodam, se strinjam s tem, samo mogoče, če pa pogledamo zdaj Slovenijo v tem primerjalnem vidiku z ostalimi postsocialističnimi državami, pa je treba povedati, da je bila ta šok terapija, v bistvu ta blaginjska razpoka, tako imenovani welfare gap, ki se je zgodil po spremembi političnega sistema v začetku 90-ih, veliko manjši kot recimo v drugih postsocialističnih državah. Tako da se je nekako Slovenija nekako uspešno ubranila teh priporočil mednarodnih monetarnih institucij, kot so Svetovna banka, OECD. Tako da tukaj v bistvu je Slovenija, bi lahko rekli, neka svetla izjema. Zdaj mogoče na področju družinske politike, te tendence, ko jih je Vesna omenjala, ko so se začele že v 80-ih letih, te poskusi refamiliarizacije, sploh v prvih 2 letih po osamosvojitvi,
Slovenije, ne, takrat je bila debata o uvedbi 3-letne porodniške, ne, in krčenje recimo vključenosti otrok v jasli, ne, nekako potem smo se nekako usmerili v drugo smer, ne, smo ohranili to defamiliarizacijsko politiko, ne, za razliko od drugih držav, ne, če pogledate primer Češke, ne, tam je šlo izrazito v to refamiliarizacijo v prvih 3 letih starostnem obdobju, ne, to podaljšanje porodniškega dopusta, tako da tukaj, ne, mogoče neka vloga, ne, da je bila ta ekonomska situacija vseeno relativno, ne, dobra, to okrevanje je bilo v primerjalni perspektivi z drugimi državami relativno ugodno, pa mogoče v tistem času tudi vloga ekspertov, akademske sfere, ne, naklonjenost tej defamiliarizacijski recimo politiki in tudi mogoče takrat, ne, ta vloga urada za žensko politiko, ki je bil en prvih takih uradov ustanovljenih relativno neodvisnih, ne, v postsocialističnih državah. Tako da v bistvu ta celoten kontekst, kompleksen kontekst je v neki meri seveda vplival na to, da je Slovenija tukaj ubrala neko drugačno pot v primerjalni perspektivi z mnogimi drugimi postsocialističnimi državami. Tako da. Ja, ravno to sem nameraval zdaj vprašati. Vidvi v knjigi izpostavita en kriterij, po katerem lahko presojamo različne socialne politike, in to je kriterij, koliko te politike v bistvu prepuščajo neko skrbstveno delo družinam, kar pomeni ženskam, in torej povzročajo refamiliarizacijo, koliko pa seveda delujejo v nasprotni smeri defamiliarizma. In zdaj, če pogledamo neke tendence in neka stanja na področju skrbi za 2 specifični starostni skupini pri nas, vidimo pravzaprav precej nasprotujoči si situaciji, ne? In tu je nek paradoks. Namreč na eni strani, če pogledamo družinsko politiko z gosto mrežo javnih vrtcev in jasli, z dolgimi starševskimi dopusti in visokimi nadomestili, tu je Slovenija unikatna v celotni vzhodni Evropi in ima mogoče eno najboljših družinskih, socialnih oziroma tudi javno-storitvenih politik na celem svetu, ne? In ta politika je seveda ohranila močne defamiliaristične tendence. Nasprotno pa, če vzamemo podobi za starejše, bomo videli pa drugačno situacijo. Slovenija je ena od tistih držav, ki seveda beleži kar naglo staranje prebivalstva in to bi bilo treba že zdavnaj sistemsko ukrepati, ampak vsi vemo, da zaostaja pri razvoju sistema javne oskrbe starejših, recimo dolgotrajna oskrba, dnevni varstveni centri, v DSO-jih je čisto premalo postelj in tja pravzaprav pridejo res samo tisti najbolj nepokretni, bolj ali manj. Pokojnine so tudi prenizke in tudi plače otrok so prenizke, da bi lahko financirali bivanje v DSO-jih, kadar to ni res pač nujno zaradi slabega zdravstvenega stanja take osebe. Tako da vidimo, da na področju v bistvu skrbi za starejše so stvari prepuščene družinam in vodijo v dvojno obremenitev žensk, medtem ko na področju recimo socialnih pravic študentov, javne produkcije vzgoje in izobraževanja, kjer imamo brezplačno izobraževanje od osnovne šole do magisterija, pa delno še doktorata, tam pa vidimo, da je veliko boljše poskrbljeno. Slovenija tudi za pokojnine namenja nižji delež BDP, kot je povprečje v Evropski uniji. Tako da na področju skrbi za starejše imamo stanje implicitnega oziroma nepodprtega familiarizma, na področju skrbi za otroke in mladino pa imamo stanje izrazitega defamiliarizma. In kako si tole razložiti? To me zanima. Katere družbene sile in okoliščine so botrovale enemu in drugemu? Mogoče je paradoks še dodatno nekoliko večji zato, ker imamo že 15 ali koliko let, 20 let v parlamentarnih sklicih in praktično v vseh koalicijah v tem času
upokojensko stranko, ki nima drugega programa kot tega, da domnevno lobira za interese upokojencev. Ampak na strukturi socialnih storitev in tudi recimo nekih finančnih shem za financiranje specifičnih potreb starejše populacije se pa to ne pozna. Kako si to razložiti? Mogoče jaz lahko poskusim prva, pa me potem kolegice dopolnijo oziroma popravijo. Jaz mislim, da je eden od razlogov za to dualizacijo nekako našega sistema na tem področju je čisto zgodovinski nekako. Saj zdaj je Tatjana tudi povedala, kako ima ta defamilializem, nekako je že po vojni se začel z veliko vključenostjo žensk na trg dela in s tem avtomatsko potrebo po vrtcih, po podpori temu, da ženske lahko pač ostajajo in so polno zaposlene. In tukaj smo prednjačili, mislim, da še vedno v statistikah, po polni zaposlenosti žensk smo marsikje precej boljše kot kakšne zahodnoevropske države, kjer so ženske kasneje vstopile na trg dela. Medtem ko staranje prebivalstva, predvsem z vidika te potrebe po dolgotrajni oskrbi, je pa nekaj, kar je kasneje vstopala v razvoj države blaginje. Predstavlja mogoče eno teh novejših tveganj, ki jih tradicionalno država blaginje še nekako ni naslavlja, preprosto zaradi drugačnih demografskih razmer, v katerih je nastajala, drugačne življenjske dobe, ki je bila v tistem času, ko je nastajala. In so vse države nekako dokaj pozno, sistemi dolgotrajne oskrbe in njihovo financiranje recimo so novejši v tej zgodovinskem razvoju držav blaginje, tudi v zahodnji Evropi. Ampak seveda smo mi tukaj v izrazitem zaostanku v primerjavi z njimi vendarle in deloma lahko mogoče to pripišemo tudi temu, da smo bili pač v časih te neke celovitejše tranzicije politične in drugačne v 90-ih letih, ki je vplivala na to, da te demografski pritiski in spremembe niso bili v ospredju, nekako razmišljanj in odločanj. Deloma mogoče je tudi, dokler je bila ta potreba lahko naslovljena sploh strani družin, se pač država tega ni tako aktivno lotevala. Jaz mislim, da tukaj je bil eden od pomembnih faktorjev, ki je pomagal v bistvu ohranjati to družinsko sposobnost skrbeti za starejše ljudi, tudi ta princip zgodnjega upokojevanja, ki je bil v določenem času, ki je omogočil mnogim ženskam, da so sploh opravljale te skrbstvene vloge, ker so zgodaj izstopile iz trga dela in pri nas je ta zgodnji izstop iz trga dela, se mi zdi, še vedno kar precej problematičen. Zdaj pa seveda te pritiski postajajo vedno večji in potrebe po razvoju skrbi za stare prihajajo na agendo, vendar pa predstavljajo, se mi zdi, če smo prej rekli, socialna država v Sloveniji ima zelo tak kontinuiran, gradualni, počasi adaptira obstoječe sisteme, to pa ne more, ker tega sistema sploh še ni imela prav dobro vzpostavljeno in predstavlja za njo en ogromen napor, ena velika sprememba je to, ki je tudi finančno zelo velik zalogaj in se veže na res obsežno spremembo sistema, ki je zgleda nismo še bili sposobni narediti. Kot si rekel, da je tole zakon o dolgotrajni oskrbi je res, ne vem, že mislim, da 15 ali pa že več let v pripravi. Pardon, dolgotrajni oskrbi, ja, hvala. Tako da, mislim, to so po mojem mnenju eni izmed mogoče razlogov, verjetno jih je pa še več, pa mogoče lahko kolegice še kaj dodajo k temu razmišljanju. Če bi jaz lahko se nate navezala, jaz tudi mislim, da je to stvar zgodovinsko utirjenih politik, da je to neka kontinuiteta, da smo mi imeli pri nas v Sloveniji, zdaj se glih ukvarjamo s kolegicami z reproduktivnim razvojem reproduktivnih pravic v Sloveniji,
že tam iz zgodnjih 50-ih v bistvu naprej, smo imeli to področje zelo dobro urejeno, ne. To je bilo eno najboljših področij. In reproduktivne pravice in potem se je na to vezal tudi cel sistem skrbi za varstvo, ne, otrok, šolanje, pa potem tudi podaljšanje bivanje v šolah in tako naprej. In to je zagotovo ena od stvari, ki jo je Vida Tomšič uspela zelo dobro utiriti, ne, skupaj seveda z ostalimi ženskami v tistem času, ne. Tako da se je ves čas tam od 70-ih let dalje, se je ta sistem vrtcev, pa tudi recimo teh pravic, starševskih pravic, ne, zelo dobro razvijal. Mi smo imeli že zelo kmalu, tam mislim, da 84. leta, že 1 leto porodniškega dopusta, mi smo zelo zgodaj dobili tudi pravico moških do starševskega dopusta in tako naprej, ne. Tako da to je zares bilo dobro urejeno področje, ki ga po moje počasi krhamo, ne. Da se tako zdaj v zadnjih letih počasi krha, ni več tako dobro urejeno, kot je bilo včasih, recimo plačilo vrtca in tako naprej. No, ampak ne glede na to, področja starih pa nismo imeli nikoli dobro urejenega. Tudi v zgodovini, če pogledamo nazaj, vidimo, da smo imeli zelo razvite institucije, ne. Se pravi, vse, kar ni bilo za doma biti, ne, je šlo v neko institucijo, ne, in to so bili otroci, recimo, ki so imeli fizično ali pa intelektualno ovirani otroci, pa smo imeli na področju duševnega zdravja zelo visoko institucionalizacijo in na področju starih, ne. Tako da sta bile samo te dve alternativi, ne, v času socializma še, ali si šel v inštitucijo, ali si bil pa doma, pa je družina zate poskrbela, ne. In to je po tranziciji se je, tako se mi zdi, da se zdaj te pravice okoli starševstva pa vse to, da se malo po svoje krha, ne. Vedno več stvari prevzemajo ženske, na področju dolgotrajne oskrbe se pa to absolutno pozna. Ker zdaj smo začeli pa občutiti desetletja zanemarjenosti, ne, so prišla ven zdaj tudi v tem času, šele zdaj se je pokazalo, kaj domovi za stare zmorejo in kaj ne, ne. In tukaj se vidi tudi ta neka figa v žepu politik, ne, če se navežem še na tisto tvoje vprašanje v 90-ih letih. Mi smo začeli o pomoči na domu govoriti v 90-ih letih. Se je pojavil ta termin in to je prvič je prišlo v te programe, nacionalne programe socialnega varstva, takrat še v tem procesu približevanja Evropski uniji je prišla noter tudi pomoč na domu, ne. Od 90-ih let do danes država ni bila sposobna razviti pomoči na domu. To področje je popolnoma prepustila občinam, občine se pa s tem spopadajo, kakor se pač lahko spopadajo, ne. Recimo ravno ena raziskava Inštituta za socialno varstvo, zelo dobra, tudi obstaja neki zemljevid na njihovi spletni strani o cenah dolgotrajne oskrbe na domu, ne. O cenah oskrbe na domu je pokazala, da v najbogatejših občinah ljudje najmanj plačujejo, v najrevnejših občinah pa največ doplačujejo za oskrbo na domu, recimo, ne. In tukaj noter potem ni kakih drugih možnosti kot to, da družine same prevzemajo skrb za pomoči potrebne ljudi, ne, in seveda, kaj to pomeni? Pomeni seveda to, da ženske izstopajo iz trga dela, ne. Tule pa, samo to bi še omenila, ne, tukaj mogoče se splača omeniti ta eden od najbolj škodljivih socialno-političnih potez ministrstva, ki je nastala tam po letu 2000, in to je vzpostavitev enega instituta družinskega pomočnika, ki je absolutno porevščil tako ljudi, ki izstopajo iz trga dela, zato da skrbijo za odvisne, kakor tudi te odvisni člani družine, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da smo res, da se tule nakopiči, tule noter se blazno veliko stvari
politike na kopič, ne, ki se pol sam to še reflektira tudi v novem predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je pa več ali manj familialističen, ne refamilialističen, zaradi tega, ker zelo veliko skrbi prepušča družini. Jo celo ima neke incentives, neke denarne dodatke potem za to, da družine hrabri, da prevzemajo skrb za družinske člane. Tako da to ni, in jaz mislim, da je to neodvisno od količine denarja, ki bi bila potrebna za urejanje tega področja, ampak da gre pa za naravnanost, da gre za politično naravnanost. Ni slučaj, da je recimo Ministrstvo za delo prepustilo dolgotrajno oskrbo Ministrstvu za zdravje. Absolutno. Ja, hvala za vajina odgovora, zelo zanimiva sta, ker sta obe pokazali, da je pri socialnih politikah v bistvu na delu neka inertnost, neka kontinuiteta. Se pravi, neki sistemi, ki so utečeni, se jih zelo postopno spreminja, pa naj se bo na boljše ali pa na slabše. Hkrati pa težko začnemo nekaj novega, težko vzpostavimo en nov sistem, kjer bi bilo za to treba seveda zmobilizirati neke nove vere in tako naprej. Ampak vendarle bi vprašal to, jasno, spontana tendenca je očitno ta, ker je bila skrb za starejše že v prejšnjih časih zanemarjena in prepuščena družinam, je za politiko najbolj enostavno, če vsako novo reformo zastavi na ta način, da se bo to nadaljevalo in to se potem seveda vidi kot neka, recimo, refamilialistična težnja, recimo v tem zakonu, ki se ga Vesna ravnokar omenjala. Ampak vendarle, staranje prebivalstva je pa neko dejstvo, nekaj, s čimer se mora družba spoprijeti, pomeni vse večji pač izziv, če hočete strošek, če je starejšega prebivalstva vse večji delež, to pomeni, da bo treba tudi vse večji delež BDP-ja usmerjati sem. To je pač neka osnovna matematika in to je očitno eden najresnejših strukturnih izzivov te družbe in tudi sosednjih družb, recimo poleg podnebnih sprememb, pa mogoče še česa. In zdaj bi vprašal takole, kaj po vašem mnenju to staranje prebivalstva, kakšne spremembe in dopolnitve socialnih politik bi vendarle narekovalo to samo dejstvo, da se nam prebivalstvo stara? Če bi seveda politični odločevalci jasno nam tudi prisluhnili in bili toliko fleksibilni, da bi bili zmožni povleči ene odločnejše poteze. Skratka, kakšne bi bile v idealnih pogojih, recimo, če bi jih lahko narekovale, spremembe socialnih politik na področju skrbi za starejše? Ja, spet zelo zahtevno vprašanje. Zdaj, seveda, na področju staranja, če se ga želimo lotiti celovito in kompleksno, zahteva od povezovanja s trgom delom in prehoda iz trga dela, kdaj, pod kakšnimi pogoji, do skrbi za stare, vloge družine, samostojne skrbi, do bivanja, kje, kako, zdaj pač gerontološka vsa tendenca je, da se biva doma čim dlje, s neko podporo, do teh vključujočih vidikov skupnosti, kako so lokalne skupnosti pripravljene na stalne prebivalstva, kako prijazno je lokalno okolje, transportne možnosti, prehodi, se pravi, staranje prebivalstva v bistvu družbo predstavlja pred zelo velike izzive, ker zahteva zelo celovito in na zelo veliko področjih v bistvu neke spremembe in neke inovacije. Mislim, tudi tukaj pri socialni politiki ne govorimo samo o nekih transferih, ne govorimo samo o storitvah, tudi v socialni politiki govorimo o vprašanju vključenosti, in pri starejših je ta vidik izjemno pomemben, se pravi, na kakšen način zagotavljate kontinuirano vključevanje te populacije, kako kakovostno zagotovite
bivanje doma, do tega, da pridemo potem na recimo čist zadnje obdobje in vprašanja hospika in zdravstvene oskrbe in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da je tako veliko stvari potrebno nasloviti in razviti in premišljevati in seveda čim bolj vključujoče in skupaj s starimi ljudmi, se pravi, da se sliši, kaj si želijo, na kakšen način, v tujini je zelo velika nekako poudarka na te možnosti izbire, se pravi, da imaš možnost izbrati in se odločiti, kako bo živel, kje bo živel, imaš vire, ki jih sam razporejaš, se pravi, nekako res odpirati starejšim možnost pri tem, da si sami, se pravi, to je tudi vloga socialne politike in mogoče nekih transfernih sistemov, ne samo storitvenih, da si izbirajo in oskrbovalce in se pravi način, kje in kako živijo v starosti, da dosegajo čim višjo kakovost življenja. Tukaj se mi zdi, da je tako kompleksno in večplastno, da res bolj podrobno ne bi niti šla na tej točki. Hvala. Zdaj bi postavil pa neko drugo vprašanje. Kakšna je vaša ocena socialne reforme, ki je bila sprejeta leta 2010 in je začela potem veljati 2011? Šlo je za zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in pa zakon o socialno-varstvenih prejemkih. Ta reforma je bila potem leta 2016 revidirana, delno odpravljena. Kako gledate na to socialno reformo? Mogoče, če skušam jaz tukaj na kratko, da dejansko s to socialno reformo takrat 2012, spremembo socialne zakonodaje in potem tudi sočasno uveljavitvijo varčevalnih ukrepov, tega zelo glasnega ZUJF-a, da takrat dejansko v tem širšem kontekstu slovenskega sistema blaginje prišlo do nekih bolj paradigmatskih premikov v smeri liberalnega modela sistema blaginje v smislu vse večjega targetiranja, selektivnosti pri upravičenosti do prejemkov, tako da so bile pač te korenite spremembe, ki so bile potem kasneje v določeni meri odpravljene, ampak kljub temu ta logika liberalnega sistema poudarjanja, targetiranja oziroma selektivnosti socialnih prejemkov pa ostaja. Tako da v bistvu ta reforma je predvsem prizadela to paradigmo socialnih transferjev, medtem ko je bil ta del teh politik socialnega investiranja, se pravi tega storitvenega sektorja, recimo na področju, če gledamo zdaj družinsko politiko, otroškega varstva, nekako bolj obvarovan recimo teh premikov. Se pa, če mogoče navežem na področje družinske politike, recimo primer otroškega dodatka, s to spremembo socialne zakonodaje, en tak lep primer, kako v bistvu pač nek tipičen družinski transfer, ki so ga prej recimo prejemalo, nikoli ni bil univerzalen v smislu, da bi ga prejemali pač vse družine v Sloveniji, ampak nekje tam 85% otrok, kako je potem v bistvu s temi spremembami postal en tak tipičen socialni transfer, namenjen res zgolj tistim najrevnejšim družinam, tako da sicer je bilo potem to s popravki na začetku bolj kozmetičnimi korigirano, ampak vseeno ta logika, ki je takrat spremenila sam sistem, s tem uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev pa v bistvu ostaja. Tako da toliko v bistvu na kratko, mogoče Vesna, ti tukaj si tudi veliko pisala. Jaz sem o tem toliko pisala, toliko je člankov in v slovenščini, v angleščini in takrat pisala tudi ministrstvu večkrat z predlogi, pisala, imela cele politične akcije in tako naprej, tako da tisti je bil neustavljiv vlak. Spomnim se, da sva se dobili enkrat za Srno Mandič in že takrat, ko je bil še osnutek tega zakona, je bil še v osnutku, sva točno napovedali, kaj se
se bo zgodilo recimo z ukinitvijo varstvenega dodatka, sedeli sva tam nekje zunaj na enem vrtu, se o tem pogovarjali, govorili, kakšna groza, kaj se dogaja in tako nisva mogli verjeti, da prihaja sploh do takih sprememb in seveda se je potem uresničilo vse, kar sva napovedali, ne. Te velike odpovedi ljudi varstvenemu dodatku, ta velik tudi porast revščine in tako naprej. Tako da tista je bila zares ena taka zelo temeljna in jaz mislim, da je zares temeljna preobrazba in tukaj bi mogoče še na nekaj spomnila, ne. Te preobrazbe imajo ideje. Mi ne moramo gledati na ukrepe, na te preobrazbe, na spremembe zakonodaje kot na nekaj, kar je zgolj nek tok stvari, ki bi bil odvisen od nekih ekonomskih situacij in tako naprej, ampak imajo in vključujejo ideje. In pri tej reformi se je to zelo dobro videlo. In ta ideja je slonela seveda na tem, da je ljudi treba potiskati na trg dela, da so si ljudje dolžni zagotavljati eksistenco za svojim delom. Takrat se je veliko govorilo o tem, da so ljudje leni, da ne delajo radi, da imamo Slovenci nek čuden karakter nedelaven, da imamo odpor do dela in tako naprej. In vse te ideje se zadaj so bile še bolj kompleksne ideje, so se potem reflektirale pač v konkretnih ukrepih. In to se mi zdi, ne smemo nikoli pozabiti. Zato se mi zdi, da socialna politika nikoli ni, zares ne moramo, in to se mi zdi, je Maša prej tudi omenila, socialne politike ne moramo gledati kot seta ukrepov. Nikoli ni to sam set ukrepov, ampak so zadaj vedno ideje, ki jih preko teh ukrepov uresničujemo. In te ideje so seveda ideje o družbi, v kateri smo. Torej, kakšno družbo želimo, kaj želimo, da je kakovost življenja, kdo si kaj zasluži, kdo si nič ne zasluži in tako naprej. In na podlagi tega potem načrtuješ. To se dobro vidi recimo zdaj v tem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Kakšna naj bo vloga družine, kaj naj družina prevzame, kaj naj prevzema država, kdo naj kaj plača in tako naprej. V zadnjih so ideje, to se mi zdi, prepogosto pozabimo. Ja, drži, hvala. Eno drugo temo bi še odprl, vidim pa, da na chatu, ne tule in kot mi kolega sporoča, niti na Facebooku zaenkrat ni vprašanj. Tako da, če je temu tako, potem je na meni, da pač postavljamo vprašanja. Zanima me, ali je koncept varne prožnosti združljiv s konceptom vitke države. V določenih krogih se veliko promovira idejo varne prožnosti v smislu, na trgu dela naj bojo delovna razmerja urejena fleksibilno, tako da delodajalci zlahka odpustijo delavce. Te delavce naj pa potem prestreže ena kar bogata podporna shema, ki jo financira država. Ampak zanima me, ali je to izvedljivo v državah, ki niso bogate. In mogoče še naprej, ali zavzemanje za varno prožnost v naših specifičnih slovenskih razmerah na našem trgu dela lahko pravzaprav v resnici učinkuje kot nek prispevek k temu, da se zagovarja deregulacijo kolektivnih delovnih razmerij oziroma da se zmanjša obveznosti delodajalcev do socialne varnosti delavcev. Ker če bi bil koncept varne prožnosti odgovor na dualizacijo trga dela, kjer imate na eni strani redno zaposlene, na drugi strani pa razne kategorije, recimo tem prekarcev, kjer je velik del delavcev izključen iz sistema obsežnih pravic redno zaposlenih, zakaj bi bila uveljavitev varne prožnosti kot ene reševalne službe, ki pobira ranjence na bojišču trga dela, zakaj bi bilo to boljše od tega, da država morda raje odpravi nezakonite oblike prekarnega dela. Naš zakon o delovnih razmerjih je precej jasen in strog in določa jasne pogoje, kdaj so izpolnjeni znaki delovnega razmerja in kdaj je izpolnjena tista časovna kontinuiteta, ko mora potem delodajalec takemu delavcu ponuditi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in s tem nase prevzeti breme zagotavljanja neke osnovne socialne varnosti delavcev, kolikor je
ta socialna varnost pač izhaja iz delavčeve delovne aktivnosti. In v Sloveniji se te določbe ZDR-ja pač ne uveljavlja. Delodajalci jo množično kršijo, Inšpektorat za delo ima omejena pooblastila in še bolj omejene kadre in sredstva in na trgu dela grejo stvari potem po svoje in imamo kar precej prekarcev, ki v resnici ne bi smeli biti prekarci, glede na dejansko stanje njihove zaposlitve. Zakaj ne bi bilo bolje morda tu narediti reda in kaj v kontekstu teh neurejenih razmer na našem trgu dela sploh lahko potem pomeni zavzemanje za paradigmo varne prožnosti? Bom jaz prva poskusila en premislek o tem dati. Sicer koncept varne prožnosti, jaz mislim, tvoje prvo osnovno vprašanje je bilo, je združljiv s konceptom vitke države. Vitka država v smislu čim manjših izdatkov za socialno politiko. In moj odgovor je jasen, seveda je združljiv, če poudariš prožnost in daš čim manj varnosti. Potem je varna prožnost odlično združljiva z vitko državo. In tukaj mislim, da je sam problem tega koncepta, ker je precej nejasen, kaj zdaj razumemo kot prožnost. Mogoče tukaj se zelo hitro najdemo čim bolj lažje odpuščanje, čim bolj fleksibilno delovno silo. Zdaj, kaj pa ponuja varnost in do katere mere je pa seveda zelo fleksibilno. In če tukaj postavimo kriterije zelo nizko, potem je ta varnost bolj fiktivna in smo poudarili prožnost. In v osnovi koncept je pa nastal recimo na skandinavskem področju oziroma danski recimo, tam nekako originalno izvira, kjer je pa v bistvu ta prožnost res podprta bila z varnostjo. In so imeli zelo dolga, recimo, ti si lahko privoščiš biti fleksibilen na trgu dela in te lahko delodajalci odpusti, če te čaka nadomestilo za brezposelnost za 2 leti. Nam zelo nepojemljivo, ampak taka obdobja trajanja nadomestil imajo, recimo na Danskem. Tako da jaz mislim, da seveda je problematičnost tega koncepta, da je ta varnost tako zelo nedefinirana. In kaj pomeni primerna raven varnosti, da se lahko gremo prožnost. Po drugi strani je mogoče še to rekla, da se mi zdi pa vseeno pomembno v tem smislu, da glede na to, da trg dela postaja vedno bolj prožen. Kot si omenil, tukaj obstaja vedno več, lahko opazujemo različnih delovnih karier in to ni samo slovenska karakteristika, ampak nekako nasplošno, lahko tudi v tujini to opazujemo, da zagotavlja v bistvu trg dela vedno manj nekako varen, gotov, vir dohodka. Prekinitve karier so bolj pogoste, ne samo za nižji razred, ampak srednji razred, polovični delovni čas, pogodbe za določen čas in podobno. In zdaj, če je že tako velik del trga in ljudi, ki so vključeni v trg dela v nekem prožnih oblikah, se mi zdi pa vendarle pomembno, da začnemo razmišljati in prilagajati sisteme socialne varnosti, da vključimo tudi te ljudi. Se pravi, da vendarle se nam ne zgodi, da vedno večji delež zaposlenih na trgu dela ni vključen sploh v sisteme socialne varnosti. In tukaj so bili tudi neki premiki celo v tem zloglasnem prej obravnavanem reformi oziroma v tistem času 2010 oziroma 2012, da se recimo je uvedel inštitut odpravnine tudi za ljudi na pogodbah za določen čas. Zdaj mogoče simbolno, ampak vendarle se mi zdi to pomembno, da se pravi, da se ne ohranja sisteme socialne varnosti popolnoma rigidne, ampak da se jih prilagaja, da poskušajo nuditi socialno varnost tudi tistim, ki so iz obstoječega načina oblikovanja sistemov izključeni. Jaz na chatu še vedno ne vidim nobenih vprašanj iz publike.
Tako da bom pač postavil še kakšno vprašanje. Mislim, da kakšnih 10 minut lahko še zdržimo vsi skupaj. Morda vprašanje za kolegico Zinko Kolarič. Vi ste na začetku omenili 4 paradigme. Se pravi, da obstajajo 4 različne paradigme. Keynezijanska, neoliberalna, kot recimo na 2 polih, potem pa še vmes aktivacijska paradigma, pa paradigma socialnega investiranja. Me zanima, v čem so v resnici razlike med njimi. Namreč obstajajo določene kritike, nekatere od teh kritik omenja tudi ta knjiga, Cantillon, Bonoli, omenil bi lahko Foucaulta, Leysenicha, ki preprosto aktivacijsko politiko, pa tudi politiko socialnega investiranja razglasijo za neko plat neoliberalne paradigme. Kaj menite vi o tem, oziroma če lahko tudi nam vsem skupaj publiki razložite na kratko in plastično, v čem so ključne razlike med temi 4 paradigmami? Mikrofon je treba vklopiti. Levo spodaj. Zdaj pa je. Tisto, kar jaz lahko povem na to temo, verjetno bosta kolegici, ki sta knjigo pisali, lahko rekli več o tem, da jaz dejansko ne vidim med temi paradigmami neke velike bistvene razlike. Kot sem že prej rekla, je vsem tem paradigmam nekako skupno to, da v njihovi razlagi pač izdatki za zagotavljanje socialne varnosti ne smejo biti zgolj strošek, ampak morajo imeti tudi določene pozitivne učinke, tako na gospodarsko rast, kot na povečevanje konkurenčnosti. In v tem vidim jaz problem, zakaj potem te kar 4 paradigme, če lahko dejansko jih združimo glede na karakter paradigme v eno samo. Zdaj, mogoče Maša in Tatjana vesta več o tem. Jaz dejansko sem že nekaj časa out in se s temi stvarmi ne ukvarjam tako poglobljeno, kot je to napisano v knjigi. Mogoče, če še čisto na kratko dopolnim, da se strinjam, tukaj v literaturi res se vidi, da te paradigmatski, zelo različno, mogoče izvorno oblikovane ideje, tudi socialnega investiranja, se v praksi zelo pogosto prevedejo v neke zelo podobne inštrumente ali pa zelo v podobno socialno politiko. Tako da ta ideja socialnega investiranja bi bila ravno v tem, da ne bi v nasprotju s tem liberalizmom, ki v nasplošno socialno državo vidi, ali pa neoliberalizmom kot strošek, in zaradi tega ga moramo čim bolj zmanjšati, poskuša ta ideja socialnega investiranja poudariti, da seveda so pozitivni učinki tega, da pomagamo ljudem. In v tem smislu ne bi povečala podporo socialnim politikam, zaradi tega pozitivnega učinka. Ampak interpretacije te ideje so pa precej lahko različne in ta interpretacija ideje, ki je bliže socialdemokratskemu pristopu, je res bolj ambiciozen, res temelji na razvoju človeškega kapitala, na tem omogočanje ljudem, da se samo uresničujejo, izboljšujejo svoj položaj in tako naprej, skozi to podporo države, blaginje, izobraževanju, prekvalifikaciji in tako naprej. Medtem ko ta ožja je pa res zelo združljiva v bistvu s tem neoliberalnim diskurzom, ker v bistvu pravi, čim bolj se moramo prilagoditi trgu dela, delo je prvo in gre za v bistvu nekako bolj prisilni tip, ki poudarja to kompetitivnost in podrejanje temu, da se posamezniki vključijo čim prej pod katerimi koli pogoji v trg dela in si zagotovijo nekako preživeti na ta način. Tako da
čeprav so lahko ideje, v zadnji precej različne, je pa nekako potem njihova aktualizacija včasih zelo blizu, se mi zdi, tako kot je Zinka povedala. Hvala. Če lahko sam še jaz zelo na kratko dodam. V tem sem tudi kar nekaj sem na tem delala. In zdaj raziskave v mnogih državah kažejo to, da ta aktivacija ne deluje. Da je sicer to že, da so te aktivacijske politike tudi ogrožajoče za klasično socialno državo, ker gre res za velik paradigmatski premik, od tega, da država poskrbi zate, do tega, da moraš zase sam poskrbeti, država ti pa pomaga samo pri vstopu na trg dela in te podpira toliko, kolikor vstopaš v trg dela. Na teh čist praktičnih ravneh se kaže pa na zelo, bi rekla, banalne načine, ki se zelo pogosto vežejo potem na pogojevanje. Recimo 4 študije so bile narejene na Švedskem, zelo dobre, obsežne, v nekih 4 občinah švedskih, ki so pokazale točno to, da so bile odvisne politike od denarja, se pravi, toliko so lahko podpirale ljudi na vstopu v trg dela, kolikor denarja je bilo na razpolago za razne te aktivacijske, te potiske na trg dela, in ko je zmanjkalo tega orodja, tega denarja za podporo za vstop na trg dela, so se potem začeli posluževati pogojevanja. Tako da slej ko prej mnoge raziskave to pokažejo, aktivacijske politike pridejo do pogojevanja. Dobiš denarno pomoč, recimo samo, če si pripravljen spremeniti svoje vedenje. Zdaj, mogoče sam tle še to omenim, kar nekaj člankov je tudi o pomenu psihologije pri aktivacijskih politikah, kar se mi zdi zelo pomembno omeniti, namreč te aktivacijske politike slonijo na spremembi vedenja, na potiskanju v spremembo vedenja, tako da se mi zdi, da sociologija vedno manj pri teh politikah ostaja sociologija, ampak mora vedno bolj vključevati tudi psihologijo, pri čemer je pa seveda neuspešna, zato ker je nepoznane. In se včasih te socialno-politične rešitve teh aktivacijskih politik zelo, bi rekla, bolj podobne tej populistični psihologiji 10 korakov. Tako da tle se mi zdi, je treba res zelo biti previden in imeti neko distanco do teh politik. Pred nekaj minutami smo končno dobili prvo vprašanje iz publike. Zastavlja ga je pa kar predsednica Sociološkega društva Hajdeja Iglič. Prebral ga bom za tiste, ki nas poslušate prek Facebooka, ali pa tudi za tiste, ki boste kasneje poslušali videoposnetek, ki bo objavljen na spletu, na spletnih straneh Sociološkega društva pa Trubarjeve hiše literature. Vprašanje se glasi takole. Vesna je prej povedala, da za tehničnimi v narekovajih rešitvami na področju socialnih politik vedno stojijo določene predstave o družbi in njenem urejanju. Glede na to, da se desna in leva politična opcija danes velikokrat srečata pri podpiranju istih tehničnih rešitev, ali to pomeni, da leva politična opcija, tu pa ni narekovajev, danes nima svoje predstave ali svojih idej o družbi, na podlagi katerih bi lahko razvila svoj specifičen pristop k urejanju socialnih problemov. Kako bi tole komentirali? A jaz, to name leti? Navestno, čeprav zdaj v odgovoru, pravzaprav od Zinke dalje do Maše in Vesne, vse ste pravzaprav na to temo govorili, jaz sem vprašanje malo prej že pisala, ampak Vesna je določen pristop razvila, torej imamo predstave o družbi in imamo potem te instrumente in rešitve, ki jih predlagamo pri soočanju z konkretnimi problemi, medtem ko je Maša to nekoliko drugače zastavila in je rekla, imamo različne predstave, ki se pa srečajo pri istih rešitvah. In kje je zdaj pravi odgovor? Torej, ali dejansko imamo različne predstave, leva, desna, recimo opcija, in se srečamo pri nekih istih tehničnih rešitvah, zato ker imamo omejitve, da drugače enostavno ne gre?
ne vem, omejitve proračuna in tako naprej, ali je problem tega, da se srečamo na istih tehničnih rešitvah, levi in desni, zaradi tega, ker dejansko ni več distinktivnih predstav, ki stojijo od zadaj, ne? Torej tisto, Vesna, kar si ti prej imenovala ideje, družbene ideje. Kje smo zdaj zares pri tem razmerju med predstavami o družbenem razvoju, pa o tem, kako družba deluje, in na drugi strani o teh instrumentih in rešitvah, s katerimi operiramo v socialni politiki? Ja, mogoče to je, ja, bi rekla, da je zdaj na ravni Evropske unije, ne, da je ta centriranje na evropsko, čeprav vse veste, smo pri socialnih politikah avtonomni, ne, bolj ali manj smo avtonomni, ker se področje socialnih politik koordinira z odprto metodo koordinacije, ne pa z regulacijo tega področja, ne, razen nekterih pravic, no, tam za socialno listino in tako naprej, ampak ni pa to tako kot pri gospodarstvu ali pa financah in tako naprej, ne. Tako da tle se čist ne moramo zglasovati na Evropsko unijo, ampak tako se mi zdi, da se zdaj te socialne politike zares unificirajo, ne, da postajajo vedno bolj podobne, ne. Sama sem se malo bolj ukvarjala s tem pogojevanjem pri dostopu do socialnih pravic in ugotovila, da pogojujejo vse posod in pogojujejo zelo podobno, ne. Pogojujejo z aktivacijskimi politikami, ne, da se tle aktivacija in conditionality oziroma ta pogojevanje in tako zelo skladata in to na zelo podobne načine, ne. Tako da mogoče bi tako rekla, ne, da je zdaj ta Evropska unija in to, da smo zdaj pač tam, ne, da se usklajujemo z njimi, ne, da se z njimi politika dosti srečuje in tako naprej, da na nek način unificira ves evropski prostor, ne. Mogoče je to tudi posledica lizbonske strategije in vseh strategij, ki so potem nastajale, ne, in teh nekih osnovnih premis politik, ne, kot je večanje gospodarske rasti, ne, paziti na budžet, ne, biti bolj konkurenčen in tako naprej. To je nekaj, kar postaja vedno bolj univerzalnega in temu mogoče tukaj še to rečem, ne, tle se tudi vidi, kako postaja socialna politika vedno bolj odvisna pa podrejena gospodarski politiki. Saj čisto avtonomna nikoli ni bila, ampak toliko podrejena, kot je zdaj, pa tudi ne. Tako da postaja vedno bolj instrument, socialna politika, instrument gospodarske politike, ne. To se tudi vidi pri aktivaciji, pa pri tem nasilnem potiskanju na trg dela, ne. Ne vem, a sem kaj odgovorila. Tudi Oto Grdina je postavil vprašanje v chat in ga bom prebral. Krčenje socialne države se navadno argumentira z nevzdržnostjo javnih financ. Zakaj potem ne bi trude usmerili v iskanje novih virov financiranja države, predvsem takšnih, ki ne bi temeljili na prispevkih iz plač? No, pa bom tokrat mogoče kar jaz poskusil odgovoriti. Torej, država ima stroške, ne, in te stroške lahko financirate ali tako, da obremenite delo, ali pa tako, da obremenite pač nek drug vir, in to je najverjetneje premoženje. Premoženje, nekaj malega premoženja ima država sama, največ premoženja imamo pa seveda zasebniki, ne. Zdaj, črpanje dodatnih virov iz državnega premoženja je v moji oceni zamujena zgodba. Zdajle poslušamo razprave ob sprejemanju zakona o demografskem skladu, ki je pesek v oči. Če bi hoteli v bistvu državno oziroma družbeno premoženje uporabiti kot nek fond trajnega vira za financiranje recimo pokojnin in drugih državnih izdatkov, bi se tega takega zakona morali domisliti pred 30 leti. Ampak seveda takrat so bili apetiti, da bi to premoženje dobilo seveda zasebne lastnike. Tako da preostane potem pravzaprav samo pač, ali povečanje obremenitve dela, čemur nasprotujejo delodajalci in govorijo o nekonkurenčnosti, ali pa to, da obremenite z nekimi novimi viri ali povečanimi davčnimi obremenitvami premoženje. Glede na to, da se po 30 letih tranzicije že zgodila določena koncentracija premoženja v nastajajočem razredu bogatih in se bo v prihodnjih desetletjih še bolj, ne. Seveda je v tem tudi odgovor, zakaj do tega ne pride, ne? Ker to ne bi enakomerno obremenilo vsega prebivalstva,
tako kot ga obremeni financiranje socialne varnosti na podlagi obremenitve dela z obveznimi prispevki, pač pa bi veliko bolj asimetrično, veliko bolj neenakomerno obremenilo bogate in to bi bila v resnici pomembna redistributivna politika. Bogati bojo naredili vse mogoče, lobirali, financirali kampanje, podpirali stranke, podpirali umazane kampanje proti drugim strankam, ki bi zagovarjale takšno reformo, samo da bi odvrnili to, da bi država v bistvu povečala davčno obremenitev njihovega nakopičenega premoženja. Morda še kakšno vprašanje iz publike, še zadnja priložnost, potem bomo pa chat zaprli. Ali pa se kar oglasite, tako kot se je tudi Hajdeja, se slika vred. Ne, potem bi pa morda prosil vse štiri za kakšno sklepno misel. Mogoče, če jaz začnem sklepno mislijo, da končamo čim bolj optimistično, je moja sklepna misel, da vendarle neko opazujemo, ne glede na težave, ki jih imamo, in recimo krčenja kakšnih pravic, da vendarle smo zgodovinsko ogromno pridobili in da kar se mi zdi izjemno pomembno je, da podpora nekak države blaginje, njeni vlogi se ohranja. In tukaj imam jaz zaradi tega nekako upanje, da ta pomembna vloga pri zagotavljanju socialne varnosti vendarle bo obstala, zato ker res nekako vse te javnomnenjske raziskave nekako stališč do države blaginje kažejo, da ljudje želimo imeti državo blaginje in želimo in smo zato tudi pripravljeni nekako vplačevati in smo solidarni, smo solidarni s tistimi družbenimi skupinami, ki imajo manj. Tako da mogoče to je ena taka pomembna, se mi zdi, zaključna misel, da vendarle je tudi za naprej vidim nekako vseeno eno optimistično podporo tej državi blaginje in obstoju. Če mogoče še jaz zaključim, pa Mašo dopolnim, bi tudi končala tako zelo optimistično. In sicer z vidika pogledov ljudi na prihodnost slovenske države blaginje, kar smo obravnavali v tem obsežnejšem mednarodnem projektu in potem tudi z Mašo analizirava v zadnjem delu knjige, da v primerjalni perspektivi z drugimi evropskimi državami, recimo z Veliko Britanijo, je ena pozitivna misel to, da v bistvu Slovenci še zmeraj pričakujejo od države veliko, da bo poskrbela za njih, podpirajo javni sektor, javne storitve, medtem ko v nasprotju recimo z pogledi ljudi v drugih državah, kar se je pokazalo v tem projektu, so pa tam ljudje nekako bolj uspešno socializirani v to, da od države nimajo kaj dosti več pričakovati, tako da tukaj, saj kar se je pokazalo v naši raziskavi, je en optimizem čutiti. Zinka, boš ti zdaj? Ne pa Vesna. Saj že Zinka. Izvolite. Kar daj, Zinka, kar daj. Ja. Jaz bi samo mogoče dva stavka, mislim, veseli me, da je ob knjigi, ki je vsaj v mojem razumevanju zelo teoretska, da se ob njej odpira toliko vprašanj, ki zadevajo konkretno stanje na posameznih področjih socialne politike in njen nadaljnji razvoj, pretekli in prihodnji razvoj. In tukaj se pridružujem obema kolegicama v tem optimizmu. Država blaginje je pač nastala, je rezultat določenih zgodovinskih okoliščin, v katerih je nastala, ampak očitno je to zelo trdoživ projekt, ki vztraja na nek način, vsaj v
nekem koliko toliko močnem, v močni obliki in preživi pač te turbulentne čase, v katerih smo se znašli, ko velike spremembe nastajajo na najrazličnejših področjih, ampak država blaginje v svoji večji ali manjši vlogi ostaja in ima tudi podporo ljudi. Mogoče še jaz, se tudi jaz moram takole biti optimistična, nisem pesimistična. Mislim, da se nam slabe stvari zdaj dogajajo, ampak mislim pa tudi, da je v bistvu socialna država ali pa država blaginje, kakorkoli že, način demokracije. Da to ni nekaj, kar je samo set ukrepov, ampak je način, na kateri je država utemeljena, ni čudno, da jo imamo v ustavi, in da je redistribucija pač nekaj, kar je del tega. Zato bi jaz mogoče rekla še nekaj, dodala še idejo o univerzalnem temeljnem dohodku, ki je ravno tako legitimna ideja in eden od načinov, kako se lahko uresničuje socialna država, ki je sicer popolnoma nasproten, recimo idejam investicij ali pa recimo aktivacij in tako naprej, čist drugačen, ampak ravno tako vreden premisleka in jaz mislim, da je zdaj ravno čas, da bi se morali veliko o UTD-ju pogovarjati. Hvala vsem štirim za te optimistične zaključne misli. Tudi sam bi se s temu pridružil z neko podobno mislijo, ki sicer jo lahko razumete tudi nekoliko dvoumno. Sam mislim, da bo socialna oziroma država blaginje v taki ali drugačni obliki ostala, dokler bomo imeli demokracijo. Dokler bodo ljudje imeli volilno pravico, pač nobena vlada ne bo mogla popolnoma ignorirati njihovih blaginjskih potreb. Res je, da se razmere tudi spreminjajo in v Sloveniji so ta hip take, da je bila pred kratkim ustanovljena pravna mreža za varstvo demokracije, nekako tako se imenuje, ampak vendarle volitve imamo, čez 1 leto stvari se lahko obrnejo. Sam mislim, da bo vajina knjiga dobra teoretska in strokovna podlaga za vse tiste, ki ne samo študirajo socialne politike kot nek akademski predmet, pač pa tudi za vse tiste, ki se bodo tako ali drugače praktično ukvarjali z nadaljnjim usmerjanjem in razvijanjem naše konkretne države blaginje. In upam in želim si, da jo bodo brali tudi ljudje na ministrstvih, v programskih svetih političnih strank in da bo v tem smislu ta knjiga iz spleta prešla tudi v konkretnejše ideje in oblikovanje naših prihodnjih politik. Ponovno vama čestitam za to izvrstno delo, vsem štirim pa se lepo zahvaljujem za vaš današnji nastop na tej okrogli mizi Sociološkega društva in hvala tudi publiki, da ste nas spremljali. Posnetek, kot rečeno, bo pa trajno objavljen na spletu. A mi mogoče, Gorazd, spustiš še minutko za zadnjo besedo? Seveda, predsednica moraš. Preden nas izklopiš, ker to imaš moč zdaj nad nami, da nas kar izklopiš z enim pritiskom. Pravzaprav jaz ne, ampak nekdo drug. Nekdo drug, še celo anonimen je tisti, ja. Jaz bi se ravno tako želela še zahvaliti v imenu Sociološkega društva vsem sodelujočim danes, torej avtoricama tudi čestitke z moje strani. Hvala Zinki in Vesni za razpravo in hvala moderatorju, ki je vodil to razpravo. Hkrati bi vas pa povabila tudi na dogodek, ki ga Sociološko društvo organizira naslednji teden. Besedo bom potem dala Nini ali pa Veroniki, da nam predstavita na kratko samo dogodek, torej odvil se bo 10. marca, ne Nina? To reklamo za naslednji dogodek delam zato in tukaj bi se navezala na prvem Zinkine misli danes, torej da se srečujemo pred ekrani, ampak mogoče pa vendarle s tem permanentnim srečevanjem pred ekrani lahko
pokažemo, da se tudi na tak način oblikuje skupnost ali pa vsaj zdržuje skupnost, ki smo jo pred epidemijo že imeli priložnost zgraditi skozi osebne stike. Torej, želim si, da bi se čim pogosteje, čim bolj redno srečevali, če ne drugače pa pred ekrani, ker enostavno druge možnosti nimamo. Takoj, ko bo mogoče, pa bomo nadaljevali seveda spet v živo v prostoru Trubarjeve hiše literature. Zdaj pa mogoče Nina ali Veronika samo 2-3 besede o dogodku naslednji teden. A sem vaju presenetila, ne? Nič hudega, ja. Lahko jaz na hitro. Naslednji teden je dogodek enako v sredo ob 5. uri. Pogovarjali pa se bomo o Bell Hooks, tako da ostajamo blizu razreda, pa če malo zakompliciramo stvari z dodajanjem teh intersekcionalnosti, torej razred, rasa in tako naprej. Gostje so Mojca Dobnikar, Vlasta Jalošič in Tina Bizjak, moderirala bo pa Ana Reberc. Ok, hvala lepa Nina in vabljeni vsi naslednji teden. Lepo pozdravljeni. Hvala vsem za vabilo in za poslušanje. Najlepša hvala vsem in lepo se imejte.